Dober dan. Z vami sva Vladislav Stres, Jasna Martinjak, sem ustanoviteljica Rodne zemlje. Letos izvajamo ukrep po imenu Povej po slovensko oziroma Pejsen, v katerem gostimo najmanj 12 gostov s področja raziskovanja naše prave zgodovine in jezika. Lepo vabljeni v torek, kjer smo v torek? 25. marca ob 19. uri na Trubarjevo 50 v Ljubljani, kjer se bom pogovarjala z gospodom profesorjem, raziskovalcem Vladislavom Stresom, ki je s svojim izrazitim darom za tolmačenje simbolike napisal knjigo Vrč Vače, v kateri razlaga simboliko, ki je na vrču upodobljena. Mogoče Vladislav, dva kratka stavka. Ali pa samo besedo. Skratka, ja, to bo ob 7. zvečer se začne in Slovenija je dežela slavnih vencev in je bila izjemnega pomena nekoč. Ostal nam je ta vrč, ki ga je izkopal kmet v Vačah in predstavlja ustoličenje vojvode in je prav, da o tem kaj vemo. Dali so ga kot repliko Butrosu Galiju za časa osamosvojitve, ko smo vstopili v Organizacijo Združenih narodov. To pomeni, da je tudi za elite, masone, lionse, rotary klube zelo pomemben artefakt. Ljudje pa o tem ne vemo praktično nič ali pa zelo malo, predvsem pa nič o tem ne poročajo. Spremenila se je strokovna risba na vaših osebnih izkaznicah in potnih listih. Zelo, zelo pomembne stvari so na teh slikopisni pisavi starodavnega vrča iz 6. stoletja, približno pred novim štetjem. In tukaj boste videli, ni nobenega orožja. In še zadnja zanimivost, ročaj se konča z račjo glavico. Če pogledamo tukaj ribnik, vidimo, da sicer trenutno ni račk, ampak je še vedno govori o miru, ki ga morajo račke imeti, ker ga v ribniku tudi imajo, tako kot ga morajo imeti tudi ljudje v neki deželi, tam je dež pa dežela. In vladari in vojvode so pa skrbeli za druge stvari, za politiko in obenem so pa varovali ljudi, da so lahko živeli v družinah v miru. In to je bilo nekoč cilj, ki se je kasneje z padcem angleškega patriarhata, Slaten in podobno pač razrušil in zdaj je človek pod številnimi pritiski. Izvedeli boste veliko novih stvari, tudi povezave z drugimi civilizacijskimi in religioznimi modeli, več torej na srečanju na Trubarjevi 50. Srečanje je torej namenjeno pogovorom z našimi raziskovalci. Na samem pogovoru je prostora za omejeno število ljudi, tako da na naši spletni strani rodnazemlja.eu lahko najdete več podatkov o tem dogodku in morda nasvidenje. Srečno! Kaos je priložnost za tiste, ki verujejo. Taki so namreč vztrajni in taki lahko tudi kaj dosežejo.